Ali si tudi ti opravljal svoje delo? Psalmist David v psalmu 22 od 17. do 19. vrstice piše takole. Obkrožili so me psi, drhal, hudobneže me je obkolila. Prebodli so mi roke in noge. Lahko preštejem vse svoje kosti, oni gledajo, bulijo vame. Razdeljujejo si moja oblačila in za mojo suknjo žrebajo. Dobili so ukaze. Jezusa iz Nazareta je bilo treba križati skupaj še z 2 razbojnikoma. Ta 2 razbojnika sta bila že prej obsojena na smrt. Jezus pa tisti dan. Za vojake je bilo to opravljanje dela na znan in ustaljen način. Pripravili so napise, ki bodo naznanili zločin vsakega zapornika, ki jih bodo nosili pred njimi. Pokončni deli križev so že bili na svojih mestih na kraju imenovanem Lobanja. Iz skladišča, ki so jih imeli, so pripeljali in prinesli vrvi in bruna, ki jih bodo uporabili za prečne dele križev. Težka bremena so položili na ramena zapornikov in nanje privezali njihova zapestja. Zelo hitro so končali vse svoje priprave. To je bil še en delovan dan v njihovem življenju. Res je, da je med njimi bil tudi en ujetnik, ki je bil zelo nenavaden. Jezus iz Nazareta. Jezus iz Nazareta je bil potujoči pridigar iz Galileje. Judovske vodje so ga to jutro pripeljale k Pilatu. Trdili so, da se razglaša za kralja, kar je obtožba, ki je zelo težko verjeti. Saj so že imeli 2 kralja. To je kralj, ki nima svoje vojske in tudi nikakršnega kraljevskega prstana nima pri sebi. Toda zapornik in obtoženca sta vseeno bila obsojena. Vojaki so čakali. Pilat je končal svoje pričkanje z Judi, ki so ga obsojali. Eden od vojakov je vzel haljo, ki jo je našel nekje v bližini, nadeli so jo Jezusu, spletli so mu krono iz trnja in mu jo prislonili na glavo, ter mu v roko dali šibo, ki je predstavljala žezlo. Nato so se mu posmehovali in izkazovali podrugljivo spoštovanje. Ha, ha, ha. Judovski kralj. Kakšen judovski kralj. To je pa bilo nekaj. Klečali so pred njim, nato so vstajali, pljuvali so mu v obraz. Šibo, ki jo je imel v roki, katero so iztrgali iz njegove roke, so ga tepli po njegovi glavi in po njegovem hrbtu. Bilo je precej veselo. Veselo za eno takšno dejanje. Mirnost tega človeka jih je zelo razkačila. V sebi so doživeli bes. Poskrbeli so, da ga je zelo, zelo bolelo. Obsojenec ni kazal nobene jeze. Niti pomislil ni na jezo. Prosil niti ni za usmiljenje. Zdelo se je, kot da je obsojenec odsoten, da se sploh ne meni zanje.
Vojaki so mislili, kako mu bodo že pokazali, kdo ima prav v vsej tej zgodbi. Vsakdo se zlomi na križu. Še prehitro bo prosil za usmiljenje, ko bodo žeblji prebadali njegove roke in noge. Medtem ko so vojaki vodili 3 obsojence iz ječe, je njihov običajen korak upočasnil gneče romarjev po ulicah. V nekem trenutku se je pridigar zgrudil na zemljo. Vpili so nanj, naj vstane, naj nadaljuje, vendar v tem trenutku ni bilo moči. Kaj zdaj? Možje so hitro pogledali v svojega poveljnika in se spraševali, kaj naj naredijo. Odvežite ga, je ukazal. Nekaj je na uho zašepetal vojaku, ki je hodil ob njem. Ta je hitro potegnil človeka iz nožice. Tisti, katerega je potegnil, se ni preveč bunil. V sebi je mislil, dobro je, to ni kak vročekrvnež, katerega ne moremo obvladovati. Ta bo izpolnil naš ukaz. Položili so mu bruno in tako so nadaljevali proti Golgoti. Drhal, ki se je posmehovala, jih je spremljala. Pri vsem tem se vojaki niso menili za drhal, ker so vedeli, da se nič ne bo zgodilo. Na Golgoti so obtožence slekli, pritrdili so jih na že postavljene drogove, dvignili križ in nad glavami obsojencev pritrdili obtožbe, za katere so jih obtožili. Posebej so uživali v postavljanju napisa, kateri se je glasil: Jezus iz Nazareta, judovski kralj. Napisan je bil v 3 jezikih, latinščini, grščini in hebrejščini. Vojaki so se smejali. Poglejte ga, kralj Judeje. Zdaj vidite, kaj se zgodi s tistim, ki se razglašajo za kralje. Čeprav ni bila resnica. Nikoli se ni razglasil za kralja. Ena od koristi pri usmrtitvi ujetnikov ali obsojencev je bila prednost, da so si lahko polastili obsojenčeva oblačila. To sicer ne pomeni, da so imeli oblačila razbojnikov kakršnokoli vrednost v njihovem življenju. Ampak tkanina v tistem času, v družbi, je pomenila, da imaš vsaj nekaj malo vrednosti pri tem in hkrati se malo zabavaš. Ko so vojaki delili oblačila, je nekdo povedal: Hej, fantje, poglejte to oblačilo kralja, ali ni vredno. Stiskana je iz enega kosa, nima nobenega šiva na sebi. Kaj, če bi za njo žrebali? Nekdo je pri sebi imel kocke za metanje. Vrgli so kocke. Ne vem, ali je največje število dobilo ali pa najmanjše število, ne vemo. Vendar vemo, da je nekdo zmagal. Nekdo je rekel: jaz sem zmagovalec. Končali so žrebanje, vse je bilo okej. Njihova služba, ki je bila v nadaljevanju, je morala samo stražiti obsojence in gledati njihovo smrt.
Vojaki so se med seboj pogovarjali. Lahko jih prenesemo v današnji čas. Nekdo je gledal nogometno tekmo, nekdo je bral knjigo, nekdo je gledal serijo na televiziji in o tem govoril. Nekateri so se pogovarjali o tem, kako bodo gradili, kako bodo nekaj novega ustvarjali. Vsak je imel svojo zgodbo. Kakšno zgodbo imaš ti? Kakšno zgodbo imam jaz? Nekdo se je od vojakov spomnil, kako je v Herodovi palači videl plesalko, ki je plesala skoraj popolnoma naga, in to se jim je zdelo zabavno. Drugi se je spomnil, kako so obglavili še enega pridigarja pred Jezusom. Nekoga, ki je pričeval za tega, ki prihaja. Vse to je bilo zabavno. Psalem pravi: moja oblačila dele med seboj in za mojo suknjo mečajo kocko. Bili so glavni igralci v eni od največje zgodbe, ki se je zgodila pred Jezusovim križanjem. Ob času križanja, se opravičujem. Gledali so Božjega sina, a vendar niso dojeli, kdo je to. Opoldne so vojaki začeli jesti svoje kosilo. Golgoto je naenkrat obdala nenavadna in zelo zlovešča tema. Bilo je, kakor da je bila ogromna, nevidna, skoraj ničesar nisi videl pred sabo. Kot en zastor, ki bi se spustil pred tabo. Vojaki, ki so začeli jesti svoje kosilo, so za trenutek prenehali žvečiti svojo hrano. Posmehovanje, ruganje je utihnilo. Nastala je zmeda teme. Hrup se je polegel, vojaki so slišali duhovnike, ki so bili še zmeraj na Golgoti, kako sikajo v drugega in govorijo, zakaj ga niso kamnali, ko so imeli možnost. Govorili so o tem, kako se bo ta obsojenec izmuznil v trenutku te teme. Vojake je prevzel strah. Njihovo domišljijo pred tem, njihove šale je prevzel strah. Ni več bilo želje po nekem posebnem maščevanju. Vedeli so, da za pobeg obsojenca sledi smrtna kazen, ne križanja, takojšnja. Medtem so se spomnili, kako je ta, katerega so obsojali, mogoče le pri sebi imel nekaj, kar oni niso opazili. V tem času njihovega strahu slišijo besede s križa, ki jim govorijo: odpuste jim, saj ne vedo, kaj delajo. Vojaki, ki so nekje pod križem, poslušajo, kaj se z njimi dogaja oziroma zakaj kaj bi jim sploh on odpustil. Zakaj so sploh potrebovali njegovo odpuščanje, če so le delali oziroma če so le izvrševali ukaz, ki so ga imeli. Nemogoče se je bilo otresti tega občutka, ko nekdo reče: odpuščam ti, ker ne veš, kaj delaš. Tema jih je še vedno obkrožala in pogovarjali so se o tem, kako so slišali zgodbe o Jezusovem življenju. Zgodbe o njegovi halji. Spomnili so se, da je
Tisoče ljudi obkrožalo Jezusa in v trenutku nekega govora je Jezus vprašal, kdo se me je dotaknil. Še učenci mu rečejo, poglej, koliko ljudi se tukaj stiska okrog tebe, pa ti sprašuješ, kdo se te je dotaknil. Vojaki premišljujejo o tem dogodku. Ali vse, kar je vezano za tega človeka, ima kako odrešujočo moč? Spomnimo se, da Jezus še enkrat vpraša, kdo se me je dotaknil. Nekje iz množice spregovarja ženska, ki je imela težavo, zdravstveno težavo, katero je Jezus v hipu rešil. Vse svoje premoženje, vse, kar je imela, je porabila za to. Jaz sem se tebe dotaknila, Gospod. Ali se boš tudi ti mene dotaknil, je vprašanje. Njena bolečina je izginila. 3 ure teme so se zdele kakor cela večnost. Vojaki so ostali na straži. Tisti, ki so bili nekoliko oddaljeni od križa, so ostali na svojih mestih. In končno po 3 urah je prenehala tema, ki je obdajala ta kraj. Mora, strah se je polegel. Napete mišice zaradi strahu pred smrtjo so se začele sproščati. Vojaki so nadaljevali stražo pri 3 obsojencev. Nekdo je gledal v kralja, bil je zbegan, bil je prevzet nad dejanjem, ki se je dogajal. Odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Pojavil se je še potres. Vojaki so bili v strahu. V tem poročilu, ki ga beremo o vojakih, je eno zelo močno spodbudno sporočilo tudi za nas danes. Bili so priče kraljevskemu dostojanstvu, ki je bilo izraženo v odgovoru jokajočim ženam na ulicah in vseh navzočih, ki so imeli opraviti karkoli z njim. Gledali so tega zlomljenega človeka. Lahko si danes kristjan, ki prihajaš v cerkev, opraviti svoje delo in greš domov. Lahko občuduješ naravo, Triglav, Škocjansko jamo, Postojnsko jamo, Županovo jamo. Obdanci v gozdovih z živalmi, opravljaš svoje delo, pripadaš neki verski skupnosti, neki organizaciji, nekem krožku, a kljub temu ne doživiš ničesar v opravljanju svoje službe. Lahko sprejmeš celo Gospodovo večerjo kot simbol Jezusovega odpuščanja in milosti, daru življenja, ki ti je dal. Jezus se nam ponuja v osebnem življenju. Lahko se zgodi, da smo samo preprosti gledalci, ki opazujemo Jezusovo križanje na krstu, ki delimo njegova oblačila, žrebamo za to, ali je vredno biti v njegovi navzočnosti. Lahko se zgodi, da tudi ko odidemo domov, razčlenjujemo pridigo, ki smo jo slišali ne danes, mogoče kdaj prej, jo sestavljamo na koščke, govorimo o tem, kaj smo poslušali, ne pa o sporočilu, ki smo ga slišali. Lahko se ukvarjamo s tem,
kakšna je bila glasba, kakšno je bilo družabno ozračje, ampak nikakor se pa ne najdemo v navzočnosti Boga v tem svetem prostoru, kjer mu služimo. Ne prostoru kot zgradbi, ampak prostoru kot češčenju. Ali lahko tudi mi v svojem življenju zagrešimo Jezusa, da ga ne prepoznamo? Nekdo pa je le odšel spremenjen pod križem. O stotniku beremo, da je povedal zelo znane besede. Besede upanja, ko prepoznamo Boga v svojem življenju. Ta je kaj? Zares Božji sin. Bodimo v Jezusovi navzočnosti. V navzočnosti križa, kateri nam daje upanje. Jezus je to dejanje že storil. Jezus je umrl zate in zame. Zares ta človek je Božji sin. Ali lahko odzvanja v tvojem umu, v tvoji duši, v tvojih mislih in dejanjih. Amen. Naš dobri in sveti Oče nebeški, tebi naj bo slava in hvala za dejanje na križu, za tvojo ljubezen, za izraženo milost, potrpežljivost z nami. Hvala ti, dragi Gospod, ker si ti nas prvi ljubil, ker si nam izkazal vso spoštovanje kot tvojemu stvarstvu. Spoštovanje, ki si zasluži smrt, a ti si dal življenje. Dragi Gospod, želimo si, da bi bili boljši ljudje, da bi delali pravično, da bi delali dobro, da bi se zavzeli za prave stvari. Ti nas to poučuješ po Svetem pismu in zato te prosimo, da nas tudi vodiš naprej in blagoslavljaš v tem. Pomagaj nam, da ko se najdemo v tvoji navzočnosti, ne opravljamo samo dela, ki so ga opravljali vojaki, ampak da opravimo delo, ki je vredno tvojega imena, tvojega zaupanja in tega, da nas ti imenuješ za tvoje sinove in tvoje hčere. Dragi Gospod, želimo si, da bi zares klicali vsakič, da ti si Mesija, Božji sin, ki je dal svoje življenje zame, za moje grehe, čeprav včasih zavračamo to milost, ampak te prosimo za odpuščanje. Prosimo te za vodstvo in varstvo v življenju, da smo v tebi popolni. Hvala ti za milost, katero nam izkazuješ. Prosimo te za blagoslov nad vsakim članom cerkve v Sloveniji, da lahko, dragi Gospod, čuti ta blagoslov miru, ki ga ti daješ, blagoslov zveličanja v tebi. Zato te prosimo, da nikoli ne odidemo nespremenjeni, ampak da nas spreminja tvoja močna ljubezen, tvoja močna zaveza, katero si naredil z nami. Hvala ti za to. V Jezusovem imenu se ti zahvaljujemo. Amen.